Pozdravljeni. Saga s pritiski kolektivnih organizacij za avtorske pravice na slovenske kinematografe preko novega zakona o spajanju SFC in Viba filma se še kar nadaljuje. V četrtek je bila v kinu Bežigrad razgreta razprava na temo zakona, ki je pravkar v razpravi, pri kateri so filmski ustvarjalci pokazali neverjetno nerazumevanje. Zainteresirana javnost se zdaj sprašuje, koliko finančnih sredstev gre morebiti v roke zasebnikov, glede na to, da so tako goreče branili idejo, da naj kinematografi le plačujejo dvakratno za iste filmske pravice. Podatki o tem, koliko od predvidoma 8 milijonov se vrne v roke ustvarjalcev, namreč žal niso javni. Poleg tega so bili nekateri od ustvarjalcev, ki so bili na debati prisotni in so člani ali celo funkcionarji te kolektivne organizacije, tako rekoč pod krinko. Več jih je namreč ponavljalo, da tam ni nikogar iz organizacije, čeprav so več kot očitno bili. Poleg tega naj omenimo, da gre pobuda Art Kino mreže Slovenije glede na odzive predvsem v nos producentom, ki od filmov največ zaslužijo. Situacija se bo predvidoma še zaostrila, več o tem prihodnjič. No, iz regije pa prihajajo dobre novice. Ameriška filmska akademija znanosti in umetnosti je Sarajevskemu filmskemu festivalu podelila status kvalifikacijskega filmskega festivala za Oskarja v kategoriji celovečerni dokumentarni film. Že leta 2019 je bil festival uvrščen na seznam svetovnih festivalov, v katerih zmagovalci v kategoriji kratkega filma se samodejno kvalificirajo za nominacijo za Oskarja. Sedaj pa je enak status dobil še dobitnik Srca Sarajeva za najboljši celovečerni dokumentarni film. Po odločitvi akademije se tako zdaj dobitniki Srca Sarajeva za najboljši dokumentarni film, kratki film in dobitnik nagrade za nagrado Evropske filmske akademije za najboljši kratki film zdaj avtomatično potegujejo za nominacijo za Oskarja. Mednarodni filmski festival v Sarajevu sicer poteka že od leta 1995, na lanski 30. izdaji pa je najboljši kratki film postal film Absent režiserja Kema Demira, najboljši dokumentarec pa Slika za spomin. Festival bo letos potekal od 15. do 22. avgusta. Моє дитинство було сповнено історіями лікарської сім'ї. Гінеколог, кардіолог, нефролог і мама – патологоанатом. Триває 6-та доба російської навали на Україну. Я ніколи не думала, що першу ніч війни я проведу у мами на роботі. Моя реальність стала нескінченним сном зі стертими кордонами між спогадами і справжнім життям. Оля, ты меня видишь? Вижу. Бабушка, сделай телевизор потише. Как там твои дела? Сначала скажи. Оля, ой, бомбят каждый день. Тревожно. Ми жили в місті мільйона троянд і вугілля. Чи пам'ятаю я його? Не знаю. Zdaj pa o verjetno trenutno najbolj vročem domačem filmu Kaj ti je deklica, ki je ne le otvoril filmski festival Berlinale, ampak tam prejel tudi nagrado filmskih kritikov Fipresci. Gre za coming of age zgodbo o dekletu, ki spoznava svoj spolni nagon v na videz zelo konzervativnem okolju nunskega samostana, kamor se z zborom odpravi na intenzivne pevske vaje. Kdaj si ti menstruo dobila, Klara? Pri 13. Kaj pa ti? Jaz se še nimam.
veš, da te nekaj privlači? Če pač začutiš, ne? Tako malo ti je toplo, razpodi, pa malo te ščemi, pa ideš. Dober je. In tudi greh. Če človek nekaj zagreši, mora potem pojesti nekaj kislega grozdja in se s tem spokori. Izbor je skupna formacija in če bo vsaka delala nekaj po svoje, bo se razpadala. Boj! Lucija, a lahko prosim ne sanjaš, ampak si z nami? V Kinodvoru sem se udeležila kinotripove projekcije, kjer so po filmu direktorja fotografije in glavno igralko zaslišali kar mladi selektorji. Jaz sem se prvič srečala s tem projektom 2 leti nazaj, približno 2 leti nazaj. To je bilo nekje maja ali pa junija 2023, ne 2022. Ja, ko sem šla v bistvu na audicijo in takrat sem bila stara 16 let. Kaj pa Dila? Jaz sem prišel pa na ta, poznal sem projekt že od leta 2019, ampak v bistvu nisem bil mišljen kot direktor fotografije tega filma v štartu, ampak so se pa zgodile ene rošade, Prvoške, Zagovška nekako poskusila delati z enim direktorjem fotografije, pa je gotovila, da nekako je bilo najbolj sodelovanje ful dobro in potem je poklicala enkrat septembra 22. Jara Sofija Ostan je v tem filmu prvič stala pred kamero, prej se je le občasno ukvarjala z gledališčem. In čeprav v filmu poje, se je bolj profesionalno s petjem začela ukvarjati prav zaradi filma. Glasba je nenazadnje kar pomemben del le-tega. Zdi se mi, da zagotovo ja, ker je Lucija je oseba, ki je zelo občutljiva na zvok in tudi na vse druge čute. Nekako tudi skozi cel film je svet prikazan skozi njene občutke in skozi njene oči. In se mi zdi, da je bilo zelo pomembno zame, da v bistvu jo tudi tako predstavim in da pokažem, da ji petje vsem veliko pomen in da je v petju tudi dobra, kar jo sicer se mi ne zdi, da zelo sem, tako da je tudi to. To je bila tudi ena zelo zanimiva stvar. Ampak ja, se mi zdi, da je bil ta pevski del tudi zelo pomemben, ker se mi zdi, da Lucija tudi pokaže neko svojo pravo stran med tem, ko poje in ko posluša glasbo in ko se ji prepusti na ta način. Jaz lahko dodam, ker me Jožka malo pooblastila, da povem tudi kaj z njene strani, njene odsotnosti. V bistvu ta film se je začel s to glasbo, s temi pesmimi. Ona je delala raziskavo, oziroma bila je prisotna pri enem pevskem zboru tega tipa. V življenju in je v bistvu hodila z njimi okoli in je nekako raziskovala in potem jo je prevzela so te močni detilški glasovi, to vedno v bistvu parafraziram jo tako, in v bistvu ta situacija, ko je gledala te punce s temi močnimi glasovi v razcvetu mladosti in potem v tej neki situaciji so bili pa tudi neki župniki tam v celibatu, so sedeli, so tudi poslušali te punce in nekako ta kontrast pa te glasovi in ta glasba je nekako v bistvu napeljala na pot raziskovanja potem nasplošno pač teh utišanih ženskih glasov pač skozi zgodovino, tako da je nekako bazirala na tem to celo zgodbo. Gledalko v publiki pa je zanimalo tudi, do kakšne mere sodelujeta režiser in direktor fotografije, saj so jo navdušili mirni, bližnji kadri, ki jih je v filmu veliko. Jaz v bistvu vedno delujem kot direktor fotografije iz neke premise, da moram biti na nek način troglavi zmaj, bom rekel. V smislu, eno je pač neka moja estetika, moja senzibiliteta, ki jo prenesem k filmu, ampak poleg pa še scenarij na eni strani
in režiser v bistvu na tretji strani. Tako da je to en miks. Jaz tudi zelo rad delam na ta način, verjamem, da to zame osebno to je edini pravi način, da sem zelo poglobljen v delu z režiserjem, za režiserko v tem primeru, da v bistvu je ta povezava med nama toliko močna in toliko dobro izpostavljena, da v bistvu jaz popolnoma razumem, kaj je ta vizija. Ne? In seveda dodajam sebe, dodajam svojo neko zraven estetiko, senzibiliteto, karkoli, ampak vedno je to eno sodelovanje. Ne? In tako kot pri filmih, najboljši filmi, po mojem mnenju, so tisti, kjer greš iz dvorane pa ne rečeš, to je pa ne vem, ful dober zvok, ful dobra slika, ampak rečeš, to je ful dober film, ne moram ločiti enega, ali pa kjerkoli del bil zdaj strani, ta film bil slabši. In isto je s tem delom. Tako da mi da z Urško sva v bistvu delala že 2 kratka filma pred tem skupaj. In jaz sem bil tudi prisoten v bistvu na večini teh igralskih vaj pol leta pred snemanjem in so tudi skozi te vaje, sem jih snemal in sva iskala pol nekaj te pote za te bližnje plane. Mi sva v bistvu skozi te vaje sva tudi mi razvila ta vizualni koncept, ne, ki je pač seveda malo specifičen, ampak ker je to toliko oseben film, toliko film iz lika, sva v bistvu ugotovila, da so te bližnji plani eno orodje, s katerim bo lahko operirala, seveda nevarno se ta, da greš predaleč v to, ampak pol smo nekako našli, se mi zdi, no, to nek balans, neko ravnovesje med temi širšimi pa nekimi izpostavitvami, kakorkoli kadri, ja, tako. Mogoče vam lahko zavestim eno stvar, ker seveda ni mišljeno, da bi se gledalec tako eksplicitno zavedal, ko pogleda film, ampak ena odločitev zelo zavestna, ki sem jo naredila z Urško, glede kamere, je bila ta, da sem rekla, mi imamo zdaj ta zbor in v bistvu imamo te punce in ta okvir, ne, to pač ta stari svet, tradicije in tako naprej, in njih, ki odkrivajo življenje in ne pašejo ta okvir. Sva rekla, večina filmov posneta v bistvu iz stativa in praktično vsi te kadri imajo odprte kompozicije, se pravi, vedno je nekdo narezan v kadru, vedno gre neki ven in velikrat se zgodi tudi to, da v bistvu imamo neko situacijo, neko dogajanje v kadru, ampak nekako ne iščemo, ne sledimo s kamero, kaj se dogaja, ampak v bistvu kar pustimo, da grejo ven, pa pride nazaj noter, pa tako, ne, in v bistvu ta statična kamera je bila nekako mišljena za to, da te punce pa v bistvu grejo ven iz tega, ne, da nekako ne spoštujejo tega okvirja, ki ga mi tle dajemo gor. No. To je bila ena taka odločitev, ki sem mogoče malo veže na tak komentar. Sicer precej klasično pripoved, na trenutke prekinejo magični posnetki, hitre fotografije rož, Julija, ki lebdi v Tolmunu, zbor nun, ki poje pod slapom in podobno. Vedeli smo, da hočemo nekaj v tem smislu narediti, nismo vedeli pa točno kaj. In v bistvu relativno kratek čas pred snemanjem Urška dobila eno idejo, rekla, da je mi posnet ful teh rož. To je bilo, mi smo spomnali, junija smo začeli snemati, tako redno film, ne. Ona pa nekako tako, jaz sem gotovila, jaz zdaj nekaj sem razmišljala in srabila posnetke, te makro posnetke rož. In pa smo šli v bistvu nekaj te botanične vrtove in tako. In sva posnela pač ogromno teh rož in potem nekako sta v montaži našla te in točke, ki se bo to pojavljalo in način, tako da ni bilo toliko zelo jasno dorečeno, ta del ni bil tako jasno dorečeno, ampak v bistvu izhaja iz nekaj Urškine vizije, no, bo kakor moje, tako moram čisto posneti. Ena od motivacij pri nastanku zgodbe je bilo tudi raziskovanje patriarhalnih vzorcev in konvencij grešnosti. Veliko fokusa je bilo na iskanju moči človeka. Jana, Sofija, kako ste skupaj z Urško in drugimi igralkami razvili to reprezentacijo mladega dekleta, ki išče lastno moč? To je zelo zanimivo vprašanje. V bistvu, ne vem, prvo, tako kot sem rekla, res smo se veliko pogovarjali o tem, pa veliko smo se pogovarjali o tej neki notranji liniji, ki v bistvu teče v Luciji čez cel film in kako gre ta neka njena, kako gre ta njen dramski trikotnik, kako se odvije. In tudi pa itak pride zraven še vse to, da govoriš o okolju, iz katerega prihaja, v družini, iz katere prihaja. Zdaj v filmu se tega ne vidi veliko, ampak mi smo res veliko tudi delali s temi igralci, ki so igrali družino. In smo se tudi zelo veliko pogovarjali o tej dinamiki in kako vpliva ta odnos mame in ne vem, očeta, kako vpliva na to, kako ona dojema svet. Tako da, ja, šlo je v bistvu bolj
pri meni je šlo bolj za to neko, jaz sem bolj iskala to neko skupno energijo z Lucijo, ker se mi zdi, da smo že na začetku imeli zelo podobno, kar mi je že tako zelo pomagalo, potem pa pride v bistvu do teh nekih zunanjih okoliščin, kje se ona znajde, njena družina, kje v zgodbi v bistvu je, in to oblikuje to neko njeno osebnost, če je to v bistvu dober odgovor na to vprašanje. Prav v tem trenutku se v Cankarjevem domu odvija otvoritev festivala dokumentarnega filma. In to z dokumentarnim filmom Praslovan, biografskim filmom o Zoranu Predinu, o katerem več čez 3 tedne, ko se bomo v posebni oddaji posvetili prav slovenskim glasbenim dokumentarnim filmom, ki se jih je v zadnjem času nekaj pa le nabralo. No, katere pa bomo lahko videli v prihodnjem tednu, ne slovenske, na splošno glasbene, pa so nam zaupali že na novinarski konferenci. Praslovan, ja, torej, seveda, premiero je doživel že lani oktobra na festivalu slovenskega filma, tako da zdaj takoj po festivalu bo šel tudi v filmsko distribucijo po Sloveniji. Verjetno ni treba posebej ga predstavljati, pač to je dokumentarec zelo živahen, zelo nabit z arhivskim materialom, verjetno je bil velik montažni izziv to skupaj sestaviti v neko smiselno celoto, tako da, ja, torej gre za zgodbo Zorana Predina in pa skupine Naštni Franc od konca 70-ih let pa do danes, tako da se pravim, jaz bom dal Slobodanu na koncu besedo, da še on več pove, seveda pa vsi vabljeni, otvoritev bo za spremembo v Linhartovi dvorani, ker smo predvidevali, da bo seveda interes toliko večji kot je običajno. Žal je naši za dokumentarne filme veliko te običajne sorte, ampak tako da jaz sem to vesel, da lahko znova, kar po nekaj letih nam festival odpiramo v Linhartovi dvorani. Manjši popravek. Premiero je film Praslovan doživel na filmskem festivalu v Sarajevu, slovensko pa res tudi na festivalu slovenskega filma oktobra v Portorožu. To bo edini slovenski glasbeni dokumentarec na festivalu, njegova 4. projekcija, prihaja pa tudi nov film o Beatlih. Things We Said Today je še en film brez slovenskega naslova, gre za naslov skladbe skupine The Beatles, romunski režiser Andrzej Ujca, še en stari znanec naših festivalov, je posnel en zelo lep, zelo razigran portret poletja leta 1965, ko so Beatli prispeli v New York na svojo drugo ameriško turnejo, kjer so ga odprli na znamenitem stadionu Shea s 55,000 vrščečimi najstnicami. Šlo je za zgodovinski čarobni dogodek v popularni glasbi, kjer je svet, to je bil prvi stadionski koncert v zgodovini, ampak Ujco seveda zanima širši socialni in družbeni kontekst, on pa dejansko oriše to poletje ne samo v New Yorku, temveč širše v ZDA. Na zahodni obali se v tistem času so se začela prve te civilne nepokorščine, pač upor temnopoltih prebivalcev v sosedski Watts in tako dalje. Tako da on skozi to preko rdečo nit spoštovanja Beatlov v bistvu naslikal eno širšo sliko leta 1965 in pa Združenih držav Amerike, tako da gre res en zelo lep dokument nekega obdobja. In pa še poslednji film, še en, ki se navezuje na glasbo, Upor na nebesih, Nick Cave in the Birthday Party. Tukaj gre za avstralski dokumentarec Iana Whitea, ki sem ga tudi dosti po naključju odkril. To ni film, ki bi blazno prepovedoval svet, glede na status Nicka Cavea, no? Ampak očitno je ta njegova zgodna epizoda pri The Birthday Party, ki sem dejansko veliko tak underground band, ki je trbil veliko
avstralske meje in se uveljavljalo predvsem v Angliji in v Nemčiji, kjer so pozneje tudi snemali svojo zadnjo ploščo in kjer je potem nekaj posnel, spoznal tudi v znamenitem studiu Hansa, vse te sodelavce, s katerimi je potem kasneje ustanovil svojo skupino The Bad Seeds. Skratka, gre za en zelo glasen, zelo oster portret te njegove zelo vdivje in pa, bi rekel, ja, pač te faze njegove kariere. Tako da mislim, da za vse ljubitelje njegove glasbe, ki jih je v Sloveniji seveda veliko, bo in to mogoče po marsikomu to nekaj novega. Jaz imam samo občutka, koliko so bile The Birthday Party takrat, mislim, da popularni pri nas, mislim, da ne, ampak torej samo imenika, ki je, mislim, da bi mogli biti dost velik magnet. Če se še malo posvetimo igranemu filmu. Irski filmski igralec Pierce Brosnan je javno izjavil, da mora biti naslednik Daniela Craiga, torej naslednji James Bond, Britanec. Ustvarjalne pravice nad filmsko franšizo je namreč zdaj pridobil Amazon MGM Studios, ki je za nadaljevanje že sklenil dogovor z dolgoletnima producentoma Barbaro Broccoli in Michaelom G. Wilsonom, ki Bondove filme producirata že od leta 1995 posnetega filma Zlato oko oziroma GoldenEye. Amazon je leta 2022 sicer kupil celoten MGM Studios skupaj s franšizo o Bondu. No, Barbara in njen polbrat Wilson pa sta producirala zadnjih 9 filmov o Bondu, nad katerimi pa že od prvega filma z naslovom Dr. No leta 1962 bdijo člani ameriške britanske družine Broccoli. Zaenkrat se uradno še ne ve, kako bo sprememba lastnika franšize vplivala na filme o agentu 007. 71-letni Pierce Brosnan se je kot Bond prvič pojavil prav v filmu Zlato oko, skupno pa v tej vlogi zaigral 4-krat, zadnjič leta 2002 v Umri kdaj drugič. When the world is the target. 72 hours ago, a secret weapon system was detonated over Severnaya. And the threat is real. GoldenEye exists. A radiation surge that destroys everything with an electronic circuit. You can still depend on one man. I want you to find GoldenEye. 3. Find who took it. 2. And stop it. 1. The name's Bond. James Bond. The world's most famous secret agent is back. We aim to please. And this time, 007 is facing the ultimate enemy. The man who knows him best. Hello, James. What an unpleasant surprise. 006. What's the matter? No pithy comeback? He was your friend, and now he's your enemy and you will kill him. Is the satellite in range? Target is London. Now, the entire world is about to be caught in the crossfire. See you in hell, James. You first. Kill him. The pleasure will be all mine. Did you check her out? Head to toe. 3 clicks, arms the fuse. Don't say it. The writing's on the wall? Grow up, 007. I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War. No, James, I was always better. Both of you, stop it! You like boys with toys. Trick is to quit while you're still here. I wouldn't think of it. Charming, sophisticated secret agent. Shaken but not disturbed. Get us out of here! Bond, only Bond. The man just won't take a hint. You don't need the gun. That depends on your definition of safe sex. On November 17th, United Artists brings you, trust me, James Bond. Why can't you just be a good boy and die? That's one trick I've never learned.
Od novih filmov pa naj še omenim, da se bo že ta teden v Sloveniji pričel predvajati politični triler Seme svetega figovca, ki so ga morali snemati na skrivaj, v času, ko so Iran zajeli protesti pod geslom Ženske, življenje, svoboda. V Cannesu je film prejel nagrado žirije, bil pa je nominiran tudi za Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film. نصرت قبول باشه خیلی بهت افتخار میکنم خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. گفتم شرایط زندگی ما عوض شده باید خیلی مراقب باشیم. اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. الان از تو چیزی خواستم؟ تو نت در اومده مشخصات باباست. آدرس خونه رو گذاشتم. اشتباهت این بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه؟ مگه میشه نگفت؟ تا قبل رزوان کجایی؟ چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم. چه مصیبتی بود افتاد تو زندگی من. Hvala za pozornost in se vidimo kaj na katerem od prihodnjih festivalov. Že dan po koncu festivala dokumentarnega filma se bo 20. marca namreč pričel festival frankofonskega filma, ki mu bo sledil festival neodvisnega filma. Še dobro, da so dnevi vse daljši, kaj ne? Lepo bodite.